8. maja 2026 je ameriško ministrstvo za vojno uvedlo javni portal z imenom Pursue, predsedniški sistem za razkritje in poročanje o srečanjih z UAP. V nekaj dneh so milijoni ljudi prvič brskali po deklasificiranih dokumentih in se spraševali, ali je vlada res skrivala nezemljane. Šli smo nekoliko globje, ne v same opažanja, ampak v geografijo pod njimi. In takrat se je nekaj takoj zdelo nenavadno. Med območji z največ prijavami UAP so Nevada, Nova Mehika, Missouri, Arkansas in pacifiški severozahod. Tudi tam grozdi niso naključni. Če jih narišete na zemljevid, se začne pojavljati vzorec. In ko ga enkrat opazite, se res ne morete več vrniti nazaj. Piedmont, Missouri, 20. februar 1973. Reggie Bone je peljal svojo srednješolsko košarkarsko ekipo domov po avtocesti 60 v Missouriju. Približno 32 km južno od mesta je iz neba naravnost navzdol posijal svetel snop svetlobe. Kar nihče v Piedmontu takrat ni vedel, je to, da njihovo mesto leži neposredno nad enim najbolj geološko aktivnih prelomnih sistemov v Severni Ameriki. Zemlja pod njihovimi nogami jim je že nekaj sporočala. Tisto opažanje je sprožilo največji val NLP-jev v desetletjih. V nekaj mesecih je policijska postaja v Piedmontu zabeležila več kot 500 klicev iz mesta s 7500 prebivalci. Poročali so, da je učiteljica opazovala svetleč predmet, ki je lebdel nad njenim govedom. Nenadoma je Piedmont postal najbolj obravnavano mesto v državi. Med tistimi, ki jih je to pritegnilo, je bil tudi dr. Harley Rutledge, vodja oddelka za fiziko na Državni univerzi jugovzhodnega Missourija. Med letoma 1973 in 1980 je na grebenih Ozark postavil profesorje, podiplomske študente in pilota z univerzitetnimi instrumenti in 7 let ni odšel. Kar je njegova ekipa odkrila, je težko prezreti. Luči so se najpogosteje pojavljale v bližini določenih izpostavljenih kamnin, ki vsebujejo kremen. Vzorec se je ujemal z lokalno geologijo, ne pa z lokalnimi letališči. Kaj pa, če je bila resnica zakopana? Ne v vladnih dokumentih ali izjavah očividcev, ampak v sami zemlji. Do leta 1981 je Rutledge osebno opazoval več kot 158 nenavadnih predmetov. Celoten nabor podatkov je objavil v knjigi z naslovom Projekt Identifikacija, ki je bila prva dolgotrajna znanstvena terenska študija NLP-jev, ki jo je kdaj izvedel akademsko usposobljen fizik. Tisk je o tem poročal nekaj tednov, nato pa je vse skupaj potihnilo. Rutledge je umrl leta 2006, ne da bi za svoje delo prejel eno samo zvezno raziskovalno subvencijo. Vzorec, ki ga je prepoznal, je naslednjih 40 let ostal neizkoriščen. Poglejte, kje se ti dve skupini nahajata na zemljevidu. Piedmont v Missouriju in rezervat Yakima v južnem osrednjem Washingtonu skoraj 1900 km narazen. Obe območji ležita na najbolj napetem ozemlju v svojem delu države. Piedmont leži neposredno nad seizmično cono New Madrid. V letih 1811 in 1812 so tam nastali tako močni potresi, da so zvonili cerkveni zvonovi v Bostonu v Massachusettsu. Reka Mississippi je za kratek čas tekla nazaj. Koridor Yakima leži znotraj kaskadne subdukcijske cone, kjer se celotna tektonska plošča aktivno pomika pod severnoameriško celino. To je motor za vsakim vulkanom v pacifiškem severozahodu. Gora Sveta Helena, Gora Rainier, Graben Toppenish, kjer je nadzornik za požare Bill Vogel postavil opazovalnice za požare na stranski veji istega sistema. Na rezervatu Yakima so Vogelovi opazovalci požarov že od zgodnjih 70. let poročali o utripajočih rdečih lučeh in kroglah svetlobe, ki so švigale čez spodnjo dolino. Vogel je poslal dosje astronomu, ki je delal na projektu Blue Book ameriškega letalstva. In po celoviti terenski študiji in preiskavi v letih 1974 in 1975 je celoten nabor podatkov več let ležal v predalu omare. Potem so tu še gruče v Novi Mehiki, ki potekajo vzdolž rifta Rio Grande, od Kolorada pa vse do Mehike. Po podatkih Nacionalnega centra za poročanje o NLP-jih ima okrožje Lincoln v Nevadi približno 821 opažanj na 100 tisoč prebivalcev. To je najvišja stopnja v vsej državi. Okrožje Lincoln leži na robu province bazenov in gorskih verig. Celotna skorja tam se razteza zaradi prelomov. Obstaja tudi dejavnost v Arkansasu, vzdolž južnega dela sistema New Madrid. V 70 in 80 letih so novinarji zasledili posamezne zgodbe. Domačini so videli nenavadne luči, vendar nihče ni povezal točk pod njihovimi nogami. To pa ni pomenilo, da je bil njihov vpliv ali posledice manjši. Leta 1987 je kmet v bližini Piedmonta lokalnemu časopisu prijavil luči, ki so lebdele nad njegovim pašnikom.
Le nekaj dni kasneje sta na njegova vhodna vrata prišla dva moška, ki sta se predstavila kot zvezna uslužbenca. Prosila sta ga, naj javno ne govori o tem, kar je videl. Nista mu grozila, prav tako nista pokazala značk. Samo prosila sta ga in odšla. Kmet je ubogal. 30 let ni govoril niti z enim novinarjem, raziskovalcem ali sosedom o tisti noči. Zvezni uslužbenci ne vozijo vse do podeželskega Missourija, da bi utišali človeka, ki je videl geološki dogodek. Tja se odpravijo, kadar geološki dogodek prikazuje nekaj zaupnega. Javne datoteke o zasledovanju kažejo, da je Washington točno takšno kartiranje izvajal že desetletja. Toda kljub letom skrivnostnih opažanj, ki so bila dovolj resna, da so pritegnila pozornost vlade, so ti incidenti v celoti izpuščeni iz objavljenih datotek, kar odpira vprašanje, ki ga je razprava o vesoljcih vedno potisnila v ozadje. Ne, kaj so ljudje videli, ampak zakaj je vlado sploh zanimalo, da je to kartirala, označila kot zaupno in nato 50 let širila zgodbo o predmetih na nebu, namesto o terenu pod njimi? Odgovor leži zakopan v zemlji spodaj. In v znanosti, ki jo je Washington do leta 1980 že sam razvozlal. Pod temi žariščnimi grozdi se vedno znova pojavljajo trije različni geološki procesi. Ne teorije zarote, ampak dejanska objavljena znanost. Desetletja so raziskovalci v drugih državah odprto preučevali, ali bi ti pogoji lahko povzročili nenavadne svetlobne pojave v ozračju. V Združenih državah ta tema skorajda ni prišla v javno razpravo. Najpomembnejši del je morda nekaj, kar imenujemo piezoelektrični izpust. Določene kamnine, še posebej kamnine bogate s kremenom, ustvarjajo električno energijo, ko so izpostavljene izjemnemu pritisku. Enak učinek poganja stvari, kot so vžigalniki za cigarete in kvarčne ure. Zdaj si predstavljajte, da se to dogaja pod zemljo na celinski ravni. Tektonski pritisk narašča. Plasti kamnin se drgnejo druga ob drugo in električni naboji se sproščajo v zrak. Nenadoma ljudje, ki živijo nad temi območji, začnejo poročati o svetlečih sferah, tihih lučeh in predmetih, ki lebde nad polji in grebeni. Najmočnejši dokazi za to prihajajo iz oddaljene doline v osrednji Norveški, imenovane Hestdal. Ljudje tam so o nenavadnih lučeh poročali že od 19. stoletja. In v zgodnjih 80. letih so ljudje v Hestdalu skoraj vsako noč videvali luči, včasih tudi 20krat na teden. Ogromne svetleče krogle so tiho visele nad dolino. Nekatere so bile široke le nekaj metrov, druge so opisovali kot velike kot avtomobil. Včasih so počasi drsele skozi drevesa. Včasih so pospešile čez grebene z nemogočo hitrostjo. Priče so opisovale, kako so se luči razdelile v manjše krogle, nato pa se spet združile. Nihče ni znal razložiti, kaj so videli. Zato se je norveški inženir Erling Strand leta 1984 odločil, da bo ta pojav obravnaval kot pravi znanstveni problem. Pripeljal je kamere, radar in magnetometre. Izkazalo se je, da je dolina nenavadno bogata s kremenom, bakrom in železom. Točno tistimi sestavinami, ki so potrebne za naravni električni sistem. Italijanski astrofizik po imenu Massimo Teodorani se je pridružil preiskavi in spremenil Hestdal v enega najbolj podrobno preučenih svetlobnih pojavov na Zemlji. Kar je odkril, je bilo težko prezreti. Nekatere izmed žarečih plazemskih krogel so oddajale energijo do 19 kW, kar je več kot 10krat svetleje od običajnega reflektorja na helikopterju. A najčudnejše odkritje ni bilo na nebu, bilo je na tleh pod lučmi. Ekipa Teodorani je odkrila povišano radioaktivnost v kamninah neposredno pod največjimi kroglami. Tudi sama geologija se je zdela spremenjena, zato je bilo piezoelektrično teorijo tako težko prezreti. Tu niso bile več samo pričevanja očividcev. Električna aktivnost je bila merljiva, kamnine so zadrževale dokaze. Tudi danes nekatere iste formacije v dolini še vedno kažejo šibke radioaktivne anomalije na Geigerjevem števcu, prav na tistih mestih, kjer so nekoč lebdele največje luči. Tudi Hestdal ni edinstven primer. Druge doline z enako vrsto kamnin pod podobnim pritiskom lahko ustvarijo takšne luči. Ozarki so eno izmed teh krajev. Kaskade so drugo, kotlina in gorovje pa tretje. Temeljna kamnina pod Piedmontom je eden najstarejših kremenov v Severni Ameriki. Pod pritiskom je že stotine milijonov let. Rutledge je izmeril elektromagnetne sunke prav na tistih mestih, kjer so se pojavile luči. Ni imel imena za to, kar je meril, vendar se njegovi podatki ujemajo s tistim, kar je Teodorani kasneje zabeležil v drugi državi z boljšimi instrumenti. Prebivalci Piedmonta niso opazovali vesoljskega plovila. Videnje je bilo resnično.
Vzrok pa, po večini verodostojnih poročil, ni imel nobene zveze z obiskovalci z drugega planeta. Tisto, kar so videli, ustreza profilu piezoelektričnega izpusta nad napetimi kristalnimi kamninami. Isti električni izpust so zabeležili med velikimi potresi na vseh celinah. Geologija ne zanima, kako to imenujete. Ozorki ga proizvajajo, kaskade ga proizvajajo, pokrajina Basin and Range ga proizvaja. Zemlja ustvarja te pojave že dlje, kot kdorkoli opazuje nebo, toda to odpira novo vprašanje. Zakaj toliko prič opisuje luči kot inteligentne? To je povsem pritegnilo še enega znanstvenika v to skrivnost. Kanadski nevroznanstvenik po imenu Michael Persinger je več kot 30 let preučeval, ali lahko elektromagnetna polja spremenijo človeško zaznavanje na načine, ki se zdijo popolnoma resnični. Zgradil je napravo, ki je usmerjala magnetna polja v senčni reženj. Preiskovanci so poročali, da so videli luči ali čutili prisotnost. Nekateri so opisovali predmete, ki so se premikali po nebu. Njihovi možgani so ustvarjali izkušnje, ki so se ujemale s tistim, kar so ljudje v Ozarkih opisovali 50 let prej. Kaj nekdo vidi, je odvisno od priče. Odvisno je od tega, kaj je prebral ali gledal na televiziji. Odvisno je od tega, na kaj ga je pripravila njegova kultura. To ne pomeni, da so opazovalci požarov v Jekimi halucinirali. Plazma nad tlemi je bila resnična in sevanje v tleh je bilo resnično. Elektromagnetno polje, ki ionizira zrak, je bilo resnično. Toda isto elektromagnetno polje doseže tudi možgane opazovalca. Srečanje se zdi kot plovilo, ker je to najbližja predloga, ki jo ima možgan na voljo. Persinger je umrl leta 2018. Njegove raziskave so ostale nedotaknjene pri vseh zvezdnih agencijah, ki so za isto vprašanje porabile milijarde. Toda niti to popolnoma ne reši skrivnosti, saj opažanja sama ne ostanejo na enem mestu. Skupki opažanj se dejansko premikajo. V začetku 1900-ih se je magnetni severni pol premikal približno 6 milj na leto. Do začetka 2000-ih je drvel čez Arktiko z več kot 30 miljami na leto. Britanski geološki zavod je moral izdati posodobitev modela za leto 2019 pred načrtovanim rokom, ker se je pol premikal hitreje, kot ga je lahko sledila prejšnja različica. In ko se pol premika, se z njim premikajo tudi elektromagnetne razmere, povezane s tektonskim stresom in nastajanjem plazme. In razlog za to premikanje je tisti del zgodbe, kjer začne vse zveneti skoraj neresnično. Globoko pod zemljino skorjo, tisoče milj pod površjem, ležita dve ogromni reki staljenega železa v zunanjem jedru, ena pod Kanado, druga pod Sibirijo. Ustvarjata nasprotujoče si magnetne sile, ki nenehno vlečejo ena proti drugi in v realnem času preoblikujejo magnetno polje planeta. V zadnjih nekaj desetletjih zmaguje sibirska stran, zato se magnetni pol pospešeno oddaljuje od kanadskega Arktika proti Rusiji. In ko se to ravnovesje pod zemljo spreminja, se spreminja tudi magnetno polje nad njim, a ni enakomerno. Zemljino magnetno polje ni gladka zaščitna lupina, ki bi ovijala planet. Je popačeno in polno žepov, kjer je polje nenavadno močno ali nenavadno šibko, kar pomeni, da elektromagnetne razmere, povezane s tektonskim stresom, nastajanjem plazme in morda celo s človeškim zaznavanjem, niso zavedno vezane na eno lokacijo. Sčasoma se selijo po površju Zemlje. Premik je dovolj velik, da moti navigacijo letalskih prevoznikov. Vsaka večja letalska družba mora vsakih nekaj let posodobiti svoje sisteme na krovu. Naložiti je treba nov položaj magnetnega severa. Vsak kompas na pametnem telefonu temelji na modelu, ki ga posodablja Britanski geološki zavod. Posodobitev iz leta 2019 je bila izdana predčasno. Pol se je premikal hitreje, kot je lahko sledil prejšnji model. Piloti, ki letijo nad Arktiko, zdaj uporabljajo drugačne karte kot pred 10 leti. Leta 2009 je letališče Stansted blizu Londona moralo fizično preštevilčiti svojo vzletno pristajalno stezo iz 2305 v 2204, ker se je magnetna poravnava premaknila. Letališče Tampa International je isto storilo leta 2011. Ista sprememba, ki zahteva te posodobitve, je tudi tista, ki premika koridorje UAP. Vrnimo se v Missouri. Ta skupina se že 40 let seli proti severovzhodu. Ob grebenu Cascade se je premaknil tudi koridor Yakima. Koridor razpoke v Novi Mehiki se je razširil proti jugu. Zdi se, da se ujemajo s spremembami geomagnetnega polja. Ko se pol premika, se z njim premikajo tudi polja. In območja, kjer je najbolj verjetno, da se pojavi nenavadna plazemska aktivnost, se očitno premikajo skupaj z njimi. Ena izmed redkih velikih vladnih preiskav NLP-ev, ki je bila javno objavljena v podrobnostih, je prišla iz Belgije.
Med novembrom 1989 in aprilom 1990 je državo preplavil val poročil o tihih trikotnih predmetih z močnimi lučmi na vsakem vogalu. Vrhunec je bil v noči na 30. marec 1990, ko je belgijska zračna komponenta zaznala neidentificirane cilje na radarju z več zemeljskih postaj in poslala 2 lovca F-16, da jih prestrežeta. Njihov radar je večkrat uspel zajeti cilj, vendar se je stik vsakič, ko sta se pilota približala, prekinil na načine, ki niso ustrezali znanemu obnašanju letal. Tista noč se ni začela z radarjem. Prva poročila so prišla iz kraja Ipen, majhnega mesta blizu nemške meje. 2 policista sta se ustavila na podeželski cesti in opazovala veliko, tiho plovilo z močnimi lučmi, ki je preletelo nad njima. O tem sta obvestila po radiju in v nekaj minutah so se jima pridružili še drugi policisti. Kmalu so ljudje po vsej regiji poročali o podobnih opažanjih. V nekaj tednih je število prič preseglo 1000, v nekaj mesecih jih je bilo že več kot 13.000. Cela država je noč za nočjo opazovala isti pojav. Belgijsko vojno letalstvo je ukrepalo nenavadno hitro. V nekaj tednih so začeli objavljati svoje prve ugotovitve. Prav podatki z radarja so bili tisti, ki niso ustrezali ničemur znanemu. Na več tirih so se objekti v le nekaj sekundah spustili z okoli 9000 na 5000 čevljev. Drugi so pospeševali in upočasnevali na načine, ki jih nobeno znano letalo ne zmore. Ni bilo zvočnega poka, nobenega znaka motorja. Potem, ko so izključili stealth letala, vremenske balone in atmosferske trike, je belgijsko vojno letalstvo sodelovalo s civilnimi raziskovalci in objavilo radarske posnetke. Takrat je major Wilfried de Brouwer, ki je nadzoroval operacije belgijskega letalskega štaba, izjavil, da so bili objekti, ki so jih spremljali, izven zmogljivosti katerekoli znane tehnologije. Belgijci so objavili vse, kar so imeli, in so šli naprej. Francija ima svoj uradni program za UAP, GAPAN. Deluje že od leta 1977 in je desetletja ohranjal svoje spise javno dostopne. In ko prikažete njihova poročila na zemljevidu, se pojavi nekaj doslednega. Pojavljajo se v določenih geoloških regijah. Centralni masiv, Provansalske Alpe, predgorje Pirenejev. To so območja, ki jih bolj kot gostota prebivalstva določa tektonska zgradba. Z drugimi besedami, isti vzorec, kot ga vidimo v Združenih državah, se pojavi tudi v Franciji. Opazovanja so povezana z aktivno ali razpokano geologijo. Eden najbolj dokumentiranih primerov izvira iz leta 1991 v Trans-en-Provence. Kmet po imenu Renato Nikolaj je opazoval, kako je majhna naprava pristala na njegovem polju in za seboj pustila krožno ožganino na tleh. Vzorce so vzeli in analizirali v laboratorijskih pogojih. Uradno poročilo je zaključilo, da je nekaj fizičnega prišlo v stik s tlemi in povzročilo kemične spremembe v strukturi zemlje na kraju dogodka. Poročilo je bilo objavljeno. Vsakdo ga je lahko prebral in primer je še danes v arhivu GAPAN. Medtem ko je Francija katalogizirala in objavljala svoje podatke, so se Združene države v istih desetletjih ukvarjale z isto kategorijo poročil, vendar podatkov nikoli niso objavile. Tako se je oblikovala drugačna pripoved. Vesoljske ladje, obratno inženirstvo, najdena nezemeljska telesa, zgodba, ki se je skoraj v celoti osredotočala na predmete na nebu. Toda ta zgodba je ohranjala pozornost usmerjeno navzgor. Ne na teren pod opažanji, ne na geološke sisteme, ki bi lahko oblikovali, kje in kdaj so se pojavili. In ne na možnost, da se neznano sploh ni premikalo skozi vesolje, ampak skozi pogoje, ki so veliko bližje tlom. Kar nas pripelje nazaj k kmetu zunaj Piedmonta. 2 vladna moža, ki sta se leta 1987 pojavila pred njegovimi vrati, verjetno nista bila tam zato, ker bi vlada skrivala vesoljce. Pomen objave dokumentov leta 2026 ni v tem, da bi kazali na eno samo razlago, ampak v tem, da lahko pokažejo, katere informacije so bile prednostno obravnavane in katere ne. Desetletja je javna razprava ostajala osredotočena na idejo o predmetih na nebu. Lažje je bilo govoriti o vesoljskih plovilih, kot pa preučevati geografijo, geologijo ali okoljske razmere. Takšen okvir je omejil, kaj so ljudje iskali. Potem je en moški povzročil šok v skupnosti UAP. Julija 2023 je pododbor predstavniškega doma izvedel zaslišanje o UAP, ki je postalo najbolj gledano zaslišanje o UAP v sodobni ameriški zgodovini. Nekdanji obveščevalni častnik letalskih sil David Grush je pričal pod prisego. Povedal je, da je 14 let delal v ameriški obveščevalni službi in bil dodeljen delovni skupini za UAP, ki je kasneje postala Urad za reševanje anomalij v vseh domenah ARO.
Povedal je, da je ameriška vlada desetletja preiskovala in pridobivala neidentificirana plovila prek tajnih programov. Omenil je tudi trditve o nečloveških bioloških ostankih povezanih z najdenimi materiali. O tem so poročale vse večje televizijske mreže. Njegovo ime je bilo povsod v 48 urah. Upokojeni mornariški pilot po imenu David Fravor je pričal skupaj z njim. Fravor je bil poveljnik eskadrilje FA-18, ko je njegova posadka leta 2004 ob obali Kalifornije naletela na zdaj že slavni predmet Tic-Tac. Drug priča Ryan Graves je pričal, da je njegova eskadrilja med letoma 2014 in 2015 skoraj vsak dan sledila neidentificiranim predmetom v nadzorovanem zračnem prostoru ob obali Virginije. Pentagon je zanikal obstoj Gruševega programa. Arrow je naslednje leto objavil poročilo: "Mi našel nobenih dokazov o obstoju tuje tehnologije." Razlika med Gruševim pričanjem in uradnimi zapisi je javnost pustila v eni sami razpravi. Ali vlada skriva vesoljce? Vsa razprava je prezrla večje vprašanje. Pravi pritisk na Washington je prihajal iz tujine. Leta 2024 so se kitajske raziskave o geomagnetnih anomalijah in z napetostjo povzročenih električnih učinkih v kaminah začele odkrito pojavljati v recenziranih znanstvenih revijah. Delo je bilo povezano z institucijami, kot sta Kitajska uprava za potrese in večje univerze v Pekingu ter Šanghaju. Raziskovalci so modelirali, kako lahko tektonski stres povzroči merljive električne in plazemske učinke v atmosferi. Terminologija in metode so bile zelo podobne raziskovalnim smerem, ki so jih v Združenih državah raziskovali že desetletja prej, vendar o njih nikoli niso v celoti razpravljali v javnih znanstvenih krogih. Z vidika Pekinga to sploh ni bilo raziskovanje NLP-jev. To je bila znanost o potresih, to je bila geologija. To je povzročilo takojšen strateški problem. Ko nasprotnik začne objavljati podobne raziskave v odprti znanstveni literaturi, sistem tajnosti ne deluje več tako, kot je bila zasnovana. Washington ni več varoval skrivnosti. Bil je le počasnejši od svojega tekmeca pri uporabi informacij, ki sta jih imeli obe strani že na voljo. To je pomenilo, da so se morale zgoditi spremembe. Arrow je bil ustanovljen leta 2022 in razširjen z nadaljnjo obrambno zakonodajo v letih 2024 in 2026. Javno je njegovo poslanstvo ostalo nespremenjeno: preiskovati neidentificirane anomalne pojave. Znotraj organizacije pa se je poudarek premaknil na okoljske in senzorske podatke. Kartirali je elektromagnetne pogoje, atmosferske učinke in senzorske anomalije po velikih geografskih območjih. Trenutni direktor je fizik po imenu John Kozlowski. Pred senatom je pričal, da urad v nobenem primeru, ki ga je pregledal, ni našel nobenih prevedljivih dokazov o nezemeljskem izvoru. To je bila neposredna zavrnitev v zapisniku strani agencije, od katere javnost pričakuje, da bo lovila nezemljane. Skoraj noben večji medij tega dela ne navaja. Je precej dolgočasen citat, res. Bolj bleščeča zgodba še naprej dobiva medijski prostor, medtem ko se pravo delo odvija v ozadju. Februarja 2026 je predsedniška direktiva odredila popoln pregled in objavo zapisov povezanih z UAP. Obseg je bil širok. Vključevala je Ministrstvo za vojno, Urad direktorja Nacionalne obveščevalne službe, NASA, FBI, Ministrstvo za energijo in ARO. Velik del teh datotek sploh ni bil povezan z UAP. Bili so okoljski. Zemljevidi koridorjev, meritve elektromagnetnega ozadja in geomagnetni prikazi povezani z delovanjem senzorjev in geografskimi anomalijami. Vse to se je pojavilo v kongresnem zapisu, vendar je bilo zelo malo tega kasneje obravnavanega v javnih poročilih. Kar se je začelo razvijati vzporedno, pa se je dogajalo drugje. Do leta 2025 so kitajski programi za hipersonično orožje dosegli operativne mejnike, sistemi z usmerjeno energijo pa so zmanjšali zaostanek za ameriškimi zmogljivostmi. In ko so ti sistemi dozorevali, je vojaško načrtovanje začelo večji poudarek namenjati okoljskim pogojem, ki vplivajo na zaznavanje in sledenje. To je vključevalo iste geomagnetne anomalne koridorje, ki so jih opredelile že prejšnje atmosferske in senzorske študije. Ruske in kitajske vaje so se vse pogosteje prekrivale s temi območji. To ni bilo nujno načrtovano, ampak zato, ker se ti koridorji ujemajo tudi s ključnimi občutljivimi točkami za globalno navigacijo ter poveljevanje in nadzor. Po zahodnem delu ZDA so radarski sistemi za obrambo pred izstrelki začeli zaznavati nepojasnjene motnje. Civilni raziskovalci so v neodvisnih podatkovnih zbirkah ob istem času zabeležili podobne anomalije. Do začetka leta 2026 je Arrow v svojem aktivnem sistemu primerov zabeležila več kot 2000 poročil.
Takrat ni šlo več samo za nenavadne odčitke. Šlo je za to, ali bi lahko enaki okoljski pogoji, ki vplivajo na senzorje, predstavljali tudi tveganje za infrastrukturo. Marca 1989 je ena sama geomagnetna nevihta povzročila zrušitev celotnega elektroenergetskega omrežja Hydro-Québec. Trašalo je 90 sekund, a izpad elektrike je trajal 9 ur. 6 milijonov ljudi je ostalo brez elektrike po vzhodni Kanadi. Sprožilec je bil izbruh koronalne mase, ki je zapustil Sonce 2 dni prej. Tisto noč so bile polarne sije vidne vse do Floride in Kube. Postopek, ki je povzročil izpad omrežja, je isti postopek, ki povzroča dejavnost v koridorju UAP v manjšem obsegu. Ko je zemljino magnetno polje moteno, lahko potisne električne tokove v tla. Ti tokovi nato potujejo skozi dolge prevodne sisteme, kot so prenosne linije, kjer lahko v velikem obsegu preobremenijo transformatorje. V skrajnih primerih škoda ni le trenutna. Visokonapetostni transformatorji so lahko popolnoma uničeni, njihova zamenjava pa lahko traja leta zaradi njihove velikosti in omejitev pri proizvodnji. Obenem obrambni in obveščevalni sistemi delujejo z enakimi osnovnimi podatki, ko poskušajo razložiti nenavadne odčitke. Podatki niso tako različni, vendar pa je interpretacija zagotovo drugačna. Obveščevalne službe partnerjev NATO so začele podrobneje preučevati svoje zgodovinske primere UAP, ravno ko se Washington pripravlja na objavo svojih dosjejev. V Združenem kraljestvu to vključuje ponovno oceno incidenta v gozdu Rendlesham iz leta 1980, enega najbolj preučenih vojaških opažanj v Evropi. Vključuje pripadnike ameriškega letalstva, nameščene na letalski bazi RAF Bentwaters, ki so več noči poročali o nenavadnih lučeh, ki so se premikale skozi drevesa v bližini baze. Namestnik poveljnika baze, Charles Holt, je dogodek posnel, ko se je odvijal, in opisal svetleče predmete, ki so se premikali v in okoli gozda, ter nenavadne odčitke instrumentov na tleh. Ni pomembno samo to, kaj je bilo prijavljeno, ampak tudi to, da se ti starejši primeri sploh ponovno obravnavajo v uradnih krogih po desetletjih relativne tišine. Vse to se dogaja v usklajevanju z ameriškimi kolegi. To pomeni zavezniško potezo, ne le odločitve ene države. V Združenih državah je sekretar za vojno Pete Hegseth izjavil javno podporo izvajanju predsednikovega ukaza o objavi dokumentov povezanih z UAP. Medtem je Japonska leta 2026 potrdila, da ima svoj lasten arhiv UAP, vključno s posnetki, in je začela pripravljati omejeno javno razkritje v okviru nacionalno-varnostnih omejitev. Zavezniške vlade delujejo usklajeno. Objava ne deluje več kot osamljen ameriški politični trenutek. Videti je bolj kot sinhroniziran ponovni zagon v celotni obveščevalni skupnosti NATO. Če pogledate prijavljeno dejavnost med letoma 2024 in 2026, se določene regije stalno pojavljajo. V vzhodnem delu Nove Mehike grozd tvori ohlapen trikotnik med Roswellom, Socorom in raketnim poligonom White Sands. En kot tega trikotnika, Socorro, je že del ameriške zgodovine NLP-jev. Leta 1964 je policist iz Socora, Lonnie Zamora, poročal, da je v suhi strugi videl plovilo, medtem ko se je odzival na klic, za katerega je mislil, da je rutinski. Opisoval je majhen, jajčast predmet, 2 osebi v belih kombinezonih v bližini in hitro navpično vzletanje, ko je predmet zapustil tla. Primer je kasneje pregledal projekt Modra, knjiga, in ostaja eden najbolj pogosto navajanih primerov z visoko stopnjo verodostojnosti. Poročila še danes prihajajo iz istega splošnega koridorja, pogosto s podobnih delov puščavskega terena. Roswell leži tik severno od njega. Mesto je zdaj zgrajeno okoli te mitologije, vendar je območje poročanja večje, kot si ljudje mislijo. Okoliško okrožje še naprej prinaša nova opažanja, večinoma neporočana v lokalnih poročilih. Pod Roswellom je ista napeta kristalinična kamina, ki je povzročila dejavnost v ozrkih. Luči se pojavijo, ker jih proizvaja tla. Še bolj proti zahodu se je dejavnost v regiji Puget Sound povečala skozi leti 2024 in 2025 ter pritegnila občasno pozornost regionalnih medijev. Opažanja so bila prijavljena vzdolž koridorja, ki poteka ob zahodnem vznožju gorovja Cascade in se razteza iz notranjih dolin proti obali. Poteka vzporedno z isto geologijo subdukcijske cone, ki je pred 50 leti povzročila dogajanja v Toppenišu. Enaki vzorci so bili opaženi po severnem Arkansasu v letih 2024 in 2025 znotraj koridorja planote Ozark. To je območje, ki ga opredeljujejo stisnjene sedimentne plasti in starejše magmatske tvorbe pod dolgotrajnim tektonskim pritiskom. Poročila običajno prihajajo od rejcev goveda, lovcev in vodnikov po reki Buffalo.
Vsi so posamezniki, ki dobro poznajo nočno nebo in vzorce lokalnega letalskega prometa. Sčasoma se zdi, da je središče prijavljenih aktivnosti nekoliko južno in vzhodno od prejšnjega grozda, povezanega z opažanji iz 70. let v tej regiji. V Nevadski koridorju je bila dejavnost bolj podrobno dokumentirana. Med julijem in decembrom 2025 je več prič poročalo o formacijah svetlečih krogel nad širšim vadbenim območjem letalske baze Nellis. Nekateri izmed prič so bili vojaško osebje izven službe, ki so bili seznanjeni z lokalnimi letalskimi operacijami. Baza podatkov Enigma Labs je potrdila posnetek 3 utripajočih krogel, ki so se premikale v formaciji nad Nellisom 16. aprila 2024. Do leta 2025 je podatkovna zbirka Nevade zbrala več 100 zabeleženih in pregledanih opažanj od leta 2023, zaradi česar je to ena izmed regij z največ prijavami v Združenih državah Amerike v zadnjih letih. To niso ločene zgodbe. To je ista zgodba, ki se ponavlja na različnih območjih enake geologije. Vse jih primerjaj s podatki o znanih prelomih. Primerjaj jih s plastmi geomagnetne intenzitete in pojavi se en sam zemljevid. To je zemljevid, ki ga Washington hrani že pol stoletja. Prva objava Pentagona je vključevala 161 datotek, večina jih je bila močno cenzuriranih. Objava je bila usklajena med več agencijami, vendar je postala struktura arhiva bolj zanimiva kot katerikoli posamezen dokument, ko so analitiki začeli preučevati gradivo. Ni bilo ene same kategorije dokazov, bile so plasti, starejše slike NASA, ki so vsebovale nerazložene vizualne anomalije, ki jih agencija nikoli ni uradno pojasnila. Zapiski z debriefingov astronautov, ki opisujejo neidentificirane svetlobne pojave med misijami v obdobju Apola, ter novejši vojaški senzorski posnetki, ki prikazujejo leteče predmete, sledene v infradečem spektru, ki se nikoli niso ujemali z znanimi letali ali atmosferskimi pojavi. Z drugimi besedami, datoteke niso pripovedovale ene zgodbe. Ponavljale so enako vrsto opažanj skozi različna obdobja in sisteme. Potem pa se je že v prvem tednu številka spremenila. 161 datotek je postalo 158. Ministrstvo za vojno ni izdalo nobene javne izjave o tem, kaj je bilo umaknjeno ali zakaj. Če to gledamo ločeno, izgleda kot administrativni popravek. Če pa to pogledamo v geofizikalnem kontekstu, nakazuje, da je bilo objavljeno le majhen del daljših zapisov, povezanih z geografskimi koridorji, kjer se poročila večkrat ponavljajo. Velik del gradiva se ujema z dolgoletnimi vzorci opažanj v istih geografskih regijah. V več primerih pa se zdi, da so redakcije natančno tam, kjer se ti vzorci najbolj prekrivajo. Tudi časovni okvir je opazen. Odločitev za objavo zdaj, namesto naslednje leto ali čez 5 let, je povezana s specifičnim rokom. Svetovni magnetni model za leto 2025 velja 5 let. Do leta 2030 bo izšla naslednja večja posodobitev. Spremembe magnetnega polja, ki se bodo nabrale vmes, bodo zahtevale večjo umeritev. Zemljevid koridorjev, ki ga ima Washington že 50 let, ne bo več ustrezal dejanskemu stanju na terenu. Zgodovinski zapisi se objavljajo zdaj, medtem ko se način, kako beremo teren, že spreminja. Ko se magnetno polje premika, starejši zemljevidi ne ustrezajo več temu, kar danes kažejo senzorji in modeli. Zato isti podatki ne ostanejo dolgo aktualni. Kar se potem ponovno zgradi, običajno ne ostane dolgo javno, vendar pa nič od tega ni vidno ljudem, ki to doživljajo na terenu. In to pripelje zgodbo nazaj k pričam, ljudem na terenu. Konec leta 2024 je kongresni uslužbenec poklical kmeta iz Missourija na dom. Niso bili iz urada za UAP, ampak iz pododbora za elektromagnetno infrastrukturo. Uslužbenec je vprašal, ali še vedno ima svoje zapiske iz leta 1987. Datumi, smeri in časi. Kmet je vse shranil, strani je fotokopiral in jih poslal v Washington. Ni vprašal, zakaj. V začetku leta 2026 se je njegov zapis ponovno pojavil, vendar ne pod njegovim imenom. Bil je zakopan v zaupnem dodatku kongresnega poročila, ki se je ukvarjalo z geomagnetnimi spremembami in zanesljivostjo omrežja. Opažanje je bilo zabeleženo kot ena vrstica znotraj večjega dokumenta o tveganju infrastrukture in magnetnih motnjaj. To je celotna posledica molka. Nezaščiteno omrežje in javnost, ki je 4 desetletja gledala v nebo, medtem ko je bila prava zgodba pod njim. Še vedno ne ve, kaj je videl nad tistim poljem. Letalske sile mu tega niso nikoli povedale. Tista 2 zvezna uslužbenca mu tega nista nikoli povedala. Tudi kongresni uslužbenec leta 2024 mu tega ni nikoli povedal.
Nihče iz komisije, ki je prebrala prilogo, mu tega ne bo nikoli povedal. Cesta do njegove kmetije je še vedno tam. Borovci na pobočju in skala pod njimi so še vedno tam, nenehno pod pritiskom. Lučke se še vedno vračajo vsakih nekaj let nad iste grebene, kjer je Routledge leta 1973 postavil svoje kamere. Krajevni prebivalci časopisa ne kličejo več. Stojijo na robu polja in jih opazujejo, dokler ne odplavajo nazaj nad drevesa. Toda luči nikoli niso bile skrivnost. Skrivnostna je bila zemlja. A iz nekega razloga vlada noče, da bi to vedeli. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o naročilu in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji Map Pack.